Pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci v Sloveniji, v sosednjih državah in po svetu. Dobrodošli v novem kulinaričnem mostu, ki ga Svetovni slovenski kongres pripravlja z etnologom dr. Janezom Bogatajem, ki je tudi danes pred našim mikrofonom in kamerami. Dobrodošli. Ja, hvala lepa za dobrodošlico in lep pozdrav. Danes pa ne bo le ena jed v mostu, ampak kar tri. Goveja juha, pražen krompir in še meso iz juhe. Ja, pa še hren. Še to. Ja, tako. Odlično. Namreč govorimo o značilnem slovenskem kosilu, ki je bil zlasti na sporedu ob nedeljah ali pa ob sobotah. Brez, to kosilo je moralo obvezno imeti tudi govejo juho, z ustrezno zakuho seveda, a ne, to je bila testeninska zakuha, se pravi, rezanci, bleki recimo, ali pa kakšni žepki testeni z nadevom, ne, ki jih imenujemo žlinkrofi, za razliko od idrijskih žlikrofov, brez črke N, Ja. ki so pa nekaj drugega. Aha. Kakšna je morda zgodovina te kombinacije, te jedi? Zdaj, od kdaj se, tako kosilo pripravlja, težko rečemo. Vsekakor pa, od takrat, ko so se, bi rekel, ekonomske razmere slovenskega človeka začele izboljšavati, a ne, to je pa nekje sredina 19. stoletja. Res pa je, a ne, da imamo za nekatera geografska območja, recimo za Ljubljano, podatek, da so že v preteklih stoletjih, bolj odmaknjenih stoletjih, Ljubljančani pojedli ogromne količine govedine, a ne. Se pravi, da so to govedino tudi kuhali, za juho. Zdaj, če govoriva najprej o tej juhi, Ja. morda morda to, da potrebujemo za to ustrezen kos govejega mesa, ki mu, v nemščini rečemo tafelšpic, ali pa ena taka, bi rekel, poslovenjena nemška beseda tudi federšpic, a ne. Jaz se spominjam kot otrok, ko sem hodil k mesarju v ljubljansko Trnovo, sem vedno rekel: "Dajte mi 60 dekagramov federšpico za juho", a ne. In mesar je bil čisto ponosen, jaz sem bil takrat v osnovni šoli, in je rekel: "No, ženske, poglejte ga, tako mlad je, pa že ve, katero meso je ta prav za juho", a ne. Ni vsako meso, ne? Ni vsak kos mesa govedine Ne, dober za juho. vsaka vrsta mesa ni pravilna, a ne, to je dejstvo, da je ta kos mesa najbolj primeren, a ne. No, seveda, pričevanja o goveji juhi, imamo najstarejša ohranjena v pisni obliki leta 1868 v prvi kuharski knjigi v slovenskem jeziku, ki jo je napisala Magdalena Plajvajs in jo je potem nadaljevala znamenita Felicita Kalinšek, zato tej kuharski knjigi rečemo kar Kalinškovka. No, vendar ta prvi zapisani recept za govejo juho, in pa za pražen krompir je v tej knjigi, a ne, in za pražen krompir, ki je sestavina tudi, kosila, je v tem receptu še surov narezan na kocke, a ne. To se pravi, olupljen in narezan na kocke in potem se ta nakockani krompir praži na maslu, v katerem smo pred tem zarumeneli čebulo. Danes seveda se pražen krompir pripravlja nekoliko drugače. Običajno se ga najprej skuha, ohladi in potem nareže na rezine, potem na svinjski masti in pa na ocvirkih, kar je še boljše, ali pa, na zaseki prepražimo čebulo in potem, seveda, na tej osnovi pražimo še, ta narezan krompir. In ni treba pripravljati dodatnega mesa, ker to iz juhe potem. Seveda. Tako da zdaj imamo govejo juho, smo že rekli, pražen krompir že imamo in seveda k praženemu krompirju, so postregli vedno tudi to meso iz juhe. Ta juha se kuha od 3 do 4 ure, a ne, lepo počasi mora vreti. Med vretjem ali brbotanjem, boljše rečeno, je treba pobirati, te, pene, so v bistvu skuhana maščoba, a ne, da je ta juha potem čim bolj čista. In, ko je to gotovo,
postrežemo juho, krompir in krompirju to meso, ki se je kuhalo v juhi. Pa še hren ste. Zraven pa seveda hren, ja. Hrenov imamo pa več vrst sveta, ne. Lahko je samo nariban hren, lahko je hren pomešan, v kislo smetano in mu rečemo smetano ali smetanski hren, in pa jajčni hren, kjer, v bistvu zmešamo, trdo kuhana nasekljana jajca z oljem, in dodamo v pomladnem in poletnem času še drobnjak, ki daje tej omaki še dodaten okus. Ja, tukaj že zelo diši, čeprav samo iz besed. Verjamem, da bo zdajle zadišalo tudi, ko si bomo gledali posnetek našega rojaka z Danske. Franc Vrankar nam je pokazal, kako sam pripravlja govejo juho, pražen krompir in pa seveda meso iz juhe. Jaz pripravljam juho na star slovenski način, kot me je naučila moja mama. Uporabljam pa tako imenovan tafelšpic. Dam meso v hladno vodo. V Sloveniji smo uporabljali star krompir za pražen krompir. Dodamo še malo muškatnega oreščka, ne preveč. No, priprava je bila v redu in upam, da je tudi rezultat v redu. Tole juho delamo vsaj enkrat na mesec, ali za sebe ali naše prijatelje, ki prihajajo. Kake druge slovenske jedi, ričet, kislo zelje, repa, ampak na žalost samo tedaj, ko to prinesemo iz Slovenije. Danci so sicer navdušeni in radi pridejo in tudi radi pojejo, vendar so zelo tradicionalisti in je le danske frikadele ali danske rødspøter in slično, prav gotovo pa ne marajo našega kislega zelja in kisle repe. Hvala gospodu Francu Vrankarju z Danske za tale čudovit posnetek in upam, da je spodbudil tudi vas, da se lotite priprave vsega tega, kar smo danes videli. Doktor Bogataj, ko govorimo že o praženem krompirju, zasledil sem, da imamo prav posebno društvo za pražen krompir. Kakšno je že polno ime? Ja, leta 2002 so v Ljubljani ustanovili Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Zakaj samostojne jedi? Zaradi tega, ker vsak, ki je član tega društva, se zaveže, da bo enkrat ob pričah, na javnem mestu za glavno jed naročil porcijo praženega krompirja in jo pojedel, a ne. To društvo ima, več sto članov, mislim, da je tam okrog 1000 članov, je zelo popularno, vsako leto pripravljajo festivale praženega krompirja, vsakič v drugem kraju, skratka, izjemno popularno. In to društvo seveda, ne promovira samo te izvrstne, značilne slovenske jedi, ampak, seveda ima tudi svojo himno in svoj prapor. Zdaj za himno, sem se odločil, da jo bom si spisal in jo bom tudi z vašim gledalkam in gledalcem prebral. Prosim, ja. Preden pa, povem to himno, besedilo himne, pa naj povem še eno drugo zanimivost.
Krompir je nasploh zelo popularna jed na Slovenskem, ki pa smo ga najprej spoznali kot živilo, ki je primerno za kuhanje žganja. Šele kasneje, ko se je zvrstilo nekaj slabih letin in so ljudje bili precej lačni, pa tudi po zaslugi Marije Terezije so se potem oprijeli krompirja kot živila za pripravo številnih jedi. In za krompir imamo v našem besednem zakladu 136 izrazov, lokalnih in regionalnih, kar je fenomenalno tudi v svetovnem merilu, in upam, da bojo ta podatek vsi vaši gledalci in gledalke v okoljih, kjer so si ustvarili svoja življenja, tudi navdušeno pripovedovali. Zdaj pa himna. Ja, prosim. Himna pravi pa tako: sladko je vince in hladen je pir, toda najboljši je pražen krompir. To ni ne maslo, ne sadje, ne sir, to je, prijatelji, pražen krompir. Vseh sort jedače, bolezni so vir, nam trdno zdravje da pražen krompir. Tu smo se zbrali in našli svoj mir, zdaj, ko nas združuje pražen krompir. Upam, da bo tudi Slovence doma, predvsem, pa tudi po svetu, enkrat združil pražen krompir. Hvala, dr. Janez Bogataj, za ta zanimiv pogovor in vam, drage gledalke in gledalci, veliko uspeha pri pripravi vseh jedi, ki smo jih danes omenili. Dober tek in Bog žegnaj in tudi naslednjič vabljeni k spremljanju kulinaričnega mosta.